Živijo, dobrodošli v nov vlogmas. Danes delamo en zelo special segment tehnologijo. O kateri od teh treh škatel danes govorimo? O tej veliki. Jaz imam tole že razpakirano, danes nisem delala nekega unboxinga, ker to delam vedno in ni več tako zanimivo. Huawei MateBook 14S je danes mašina, o kateri bomo govorili. In na prvi pogled, ena luštna napravca z... Kaj je za to, kak je to prav? Ena luštna napravca z čudovitim dizajnom, take temno-sive barve. Tukaj spodaj imamo ventilatorje, vse to, o tem bomo še kasneje govorili, zdaj vam hočem sam dizajn pokazati. Imamo noter 14-palčen displej z resolucijo 2560x1680 in mačken nenavadnim display ratiem, to je 3:2, ki je v bistvu, ga ne vidimo pogosto na laptopih. Več zaslona imamo odprtega, večji, ko smo na kakšni spletni strani, imaš večjo odprto, ni tako odrezana. To pa ni edina unikatna stvar, ima tudi višjo frekvenco osveževanja zaslona, to je 90 Hz. Kakor lahko vidimo, veliko bolj smooth, nice edition. Se mi zdi, da se bomo s časom kar hitro navadili na to višjo frekvenco. Vedno več medijev to podpira in je lep edition k temu, da se počutimo še bolj povezani z našimi napravami. In ne samo to, ima tudi, kakor vedno, zniževanje modre svetlobe, ker imajo zdaj že skoraj vse Huawei naprave. Tudi Huawei MateBook 13, ki sem ga testirala že lani septembra, je imel Blue Light filter in tudi ta ga ima. To pomeni, ni toliko zahtevno za tvoje oči, da oči malo bolj počivajo, da lažje spimo po noči, da te ne boli glava od vse te modre svetlobe. All that good stuff, tudi na tablici, ko sem jo testirala, je že bilo to, tudi na telefonu je že bilo to. To je res en dober dodatek napravam. Zdaj pa si pogledamo dejanske organe tega računalnika, ker ta računalnik ni karen, ker ima kar dobre specifikacije. V tem računalniku je procesor Intel i5 11. generacije, ki je več kot dovolj za začetniški gaming, ne vem, za Fortnite, za Minecraft. Kaj se še igra? Rocket League. A zdaj happy. 16 GB rama oziroma delovnega polnilnika, kar je za takle mali laptop dober. Imamo pa zraven tudi 512 GB dejanskega prostora, a te boli, če to delam, ga ne boli. Zato, ker ima noter 512 GB SSD, to je pol tera, to je res več kot dovolj, zraven imate še cloud, kamor lahko nalagate za filme, za igrice, za dokumente malo preveč. In seveda pri takem malem laptopu je vedno problem, da se segreva, ampak ta laptop to rešuje z Shark-Fin hladilnim sistemom. Tako se imenuje pa zato, ker lopatice ventilatorja spominjajo na plavut morskega psa. Ena posebnost tega laptopa je, da je eden izmed prvih Huawei-evih laptopov, ki ima Huawei Sound, kar pomeni, da so Huawei-evi zvočniki noter in to so 4 zvočniki, 2 sta nizkotonca, 2 sta visokotonca in res naredita res perfekt zvok. Zdaj zaradi tega, ker ima tale laptop 4 zvočnike, ima zraven tudi 4 mikrofone. To je zaradi tega, da lahko okrog tebe zajame čim več in tudi zazna, kaj okrog tebe je noise, da ga zna sfiltrirati, ko si, ne vem, v klicu na Zoomu, da se ne sliši hrupa okrog tebe. Fun fact, tudi kadar imate slušalke, so mikrofoni noter v računalniku vedno aktivirani, zato da poslušajo okrog tebe, kakor sem prej rekla, da vejo, kaj filtrirati kot hrup. Tile mikrofoni delajo celo do razdalje 5 metrov, tako da brez problema lahko sred sestanka greš, ne vem, po kavo, greš si za pit iskat, na zdravje. Polnjenje. Računalnik premore 60 Wh, kar pomeni 13 ur Full HD video playbacka. Kot vse naprave ima tudi Huawei MateBook 14S Huawei Share, eno full koristno funkcijo, s katero si lahko datoteke pošiljaš z ene naprave na drugo. Preko tega sistema lahko povežeš tudi svojo Huawei tablico ali pa telefon in še boljš uporabljaš vse te naprave. Sicer pa jaz ogromno pišem, zato mi je vedno full pomembno, da je tipkovnica na laptopu zelo udobna, da lahko pišem ure in ure. Tipke so ravno prav velike in se udobno in precej mehko odrejo, ko jih pritisneš. Pa tudi trackpad je hiter in glih prav odziven. Kakorkoli, to je vse za današnji video z mojim novim Huawei-jem. Upam, da vam je bil všeč. Dol spodaj imate link do tega računalnika. In kakor vedno, upam, da ste uživali v tem videu. Če vam je bil všeč, dajte en like, dol spodaj se naročite na moj kanal, komentirajte kaj in seveda prečkirajte linke. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se jutri. Ciao!